Če imaš spletno stran, pa mogoče ni takšnega obiska, kot si želiš, potem je ta epizoda definitivno zate, ker bom pokazala 5 konkretnih načinov, kako lahko prideš do večje obiskanosti svoje spletne strani že danes. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Še preden pa gremo v samo epizodo, bi s tabo rada delila eno super novico in sicer 18. maja 2026 začnemo z programom Spletna stran kot sistem za pridobivanje strank, kjer bomo pogledali v bistvu, kako lahko svojo spletno stran izboljšaš konverzijo, torej da več obiskovalcev postane tudi stranke oziroma naredijo tisti korak, ki si ga želiš, in to brez vsiljevanja ali pa kakšnih čudnih trikcev, če temu tako rečemo, ampak gre v bistvu za popolnoma avtentično naraven proces, kjer v bistvu tiste ta prave stranke potem peljemo naprej. Če te zanima več, bom spodaj pustila link, kjer lahko rezerviraš svojo brezplačno vstopnico. Na voljo bodo tudi v posnetki, ampak samo v času tega programa, tako da te povabim, da čim prej rezerviraš, zraven pa imaš tudi možnost, da narediva revizijo tvoje prodajne strani, tako da vse informacije, ki jih potrebuješ v tem programu, najdeš spodaj ali pa na moji spletni strani mod.si poševnica spletna. Zdaj pa poglejmo, kaj je 5 načinov za večjo obiskanost spletne strani. Zdaj, kar jaz velikokrat vidim, je, da prihaja do enega takega med podjetniki pa podjetnicami perfekcionizma, da želijo imeti perfektno spletno stran, preden jo dajo od sebe, preden objavijo karkoli, ali pa če jim v bistvu ne prinaša prodaje oziroma naročil povpraševanj, da se v bistvu potem fokusirajo na sam recimo dizajn in zamenjavo barv, zamenjavo slik, pa mogoče prestavijo kakšne elemente in se v bistvu potem začnejo vrteti v enem takšnem začaranem krogu, kjer spreminjajo dizajn, pa v resnici potem ni nič boljših rezultatov. Zakaj? Zaradi tega, ker je velikokrat problem v tem, da nimajo dovolj obiska, da bi potem sploh prišlo do konverzije, prodaje, nakupe, rezervacije, pač karkoli ponuja tvoja spletna stran. In seveda, če nimamo obiskovalcev dovolj na spletni strani, potem karkoli spremenimo na spletni strani ne bo imelo nekega večjega efekta. Zato je res zelo, zelo pomembno, da poskrbimo, ko imamo torej spletno stran, ki je dovolj dobra, da jo damo v javnost, da poskrbimo tudi za promet, ki pa je seveda fajn, da je čim večji, ampak večji z temi pravimi tvojimi idealnimi strankami. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se fokusiramo, torej, ko imamo spletno stran, ki nam lepo konvertira in se potem fokusiramo samo na večji obisk, pridemo do hitrejših rezultatov, so bolj realni podatki potem, ki jih dobimo, kaj deluje, kaj ne, pridemo do več prodaje in tako naprej. Zdaj te pa sigurno zanima, kateri je prvi način in verjetno bo že precej poznan, ampak ga še vedno veliko podjetnikov pa podjetnic zanemarja, je precej enostaven, ko ga enkrat razumemo, in sicer to je SEO, torej organski promet. Danes v bistvu je nekako kombinacija SEO, pa potem tudi optimizacija spletne strani ne samo za iskalnike, kot so Google, ampak tudi za, če temu rečemo, iskalnike oziroma za umetno inteligenco, kot je ChatGPT, cloud in podobni. Zato je torej zelo pomembno, da spletno stran optimiziramo tudi za to. In ja, marsikdo bo rekel, SEO je mrtev, to je daleč od resnice, seveda ni mrtev. Ali se transformira, spreminja? Ja, seveda se, tako kot se vse ostalo, ampak kaj to pomeni? Torej, ko govorimo o organskem prometu, govorimo na eni strani lahko v tem, da torej svojo spletno stran optimiziramo zato, da jo recimo Google dobro razume, da ve, komu jo priporoča in seveda, če nekdo, recimo, da naša idealna stranka odpre Google, ima neko težavo, začne tipkati v Google svoj problem in se med prvimi zadetki pojavi naša spletna stran,
to pomeni, da bomo organsko, torej brez oglasov ali da bi kaj posebnega mi morali delati, dobimo lahko veliko, veliko obiskovalcev. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne rabimo v bistvu mi potem nič narediti, če nas Google recimo uvršča višje med zadetki. Ali pa če nekdo odpre, ne vem, recimo ChatGPT in napiše, kje najdem to pa to rešitev, ki jo ti ponujaš in ti ChatGPT recimo priporoča tebe, je to seveda lahko super, ne? Ker s tem dobimo organsko lahko veliko, veliko pač prometa. Zdaj, na SEO seveda vpliva tudi to, da spletna stran ni samo nekaj, kar postavimo, pa potem pač je, ampak je zelo fajn, da redno objavljamo tudi nove vsebine. To ne pomeni, da vsak teden objavimo novo ponudbo, razen če je to pač tvoj poslovni model, ampak da recimo damo tudi ne samo za robotke, pa za te tehnične zadeve, ampak da tudi v bistvu našim potencialnim strankam ali pa nekim novim obiskovalcem dajemo možnost oziroma damo nek razlog, zakaj bi obiskali našo spletno stran. In to lahko naredimo z rednimi objavami na blogu ali pa kot blog je v bistvu lahko v pisni obliki, v audio obliki, torej kot podcast ali pa v video obliki. Pomembno pač je, da je to vse na naši spletni strani in ni mišljeno pač samo na YouTube, ne? Ampak da YouTube ugradimo torej na našo spletno stran in s tem recimo damo našim potencialnim strankam nekako razlog, da se večkrat tudi vrnejo na našo spletno stran, ker veliko podatkov oziroma veliko ljudi, oziroma strokovnjakov za marketing, v bistvu pa tudi veliko raziskav je že bilo narejeno, da ljudje povprečno nekje potrebujemo 6-krat, da pridemo da slišimo za nekoga, da pridemo v stik z nekom, preden se recimo odločimo za nakup. In če mi redno objavljamo te objave, lahko potem po 6 objavah recimo že se poveča verjetnost, da bo nekdo potem se odločil tudi za nakup. Je to zdaj tako, da bo šesti blok totalna razprodaja na naši spletni strani? Ne, ni nujno, ne? Mogoče ja, mogoče ne, ampak samo tako za razumevanje, ne? Je pa fino razumeti, da je v bistvu, če gradimo taki organski promet, je to lahko zelo, zelo učinkovito, sploh na dolgi rok. Fajn pa je tukaj res razumeti, da ni to nekaj, kar zdaj naredimo pa pustimo, ampak je to tako, ni šprint, ampak je bolj kot maraton. Ampak definitivno vreden časa in pa mogoče, če vložimo tudi kaj denarja v njega. Torej, prvo je organski promet preko SEO, preko bloga oziroma preko podcasta. Druga točka je potem YouTube oziroma SEO, ki se malo že povezuje z prvo točko. Do zdaj so zelo popularna bila družabna omrežja, kot so Instagram, TikTok, Facebook, še vedno so, ne narobe razumeti, ampak veliko na svoji vrednosti pa vedno bolj pridobiva tudi YouTube, ki ga v bistvu manjši podjetniki uporabljajo tudi za svoj posel. In z rednimi objavami lahko seveda pridejo pred novo občinstvo, pred nekoga, ki že mogoče išče rešitve in tako naprej. Tako da redno objavljanje videov na YouTube je lahko zelo, zelo odličen način, da pripeljemo nov promet tudi na našo spletno stran. Kako? Da ko objavimo torej nek YouTube, lahko potem v opisu ali pa tudi v video že damo link na našo spletno stran, ki seveda mora biti nek razlog, zakaj bi obiskali našo spletno stran, ali bodo potem sneli mogoče kakšno nadgradnjo tega videa, ali mogoče celo ponudbo, ki jo kupijo in tako naprej. In tako lahko v bistvu peljemo ljudi z vsakim videom tudi na našo spletno stran. In verjetno ti je zdaj že jasno, da sta v bistvu točka 1 in pa točka 2, torej SEO in pa YouTube med sabo zelo povezana oziroma lahko jih v bistvu hkrati združimo zato, da gradimo svojo promet na spletno stran. In sicer, torej, če vsak teden, recimo, mogoče ti bo to zdaj znano, če gledaš ta video, na YouTube objavimo recimo nek video, ta video vgradimo na spletno stran in tako v bistvu poskrbimo tako za SEO, kot tudi recimo
izkoristimo YouTube za grajenje prepoznavnosti in grajenje prometa na spletno stran. Ok, tretja točka je aktivna prisotnost na družabnih omrežjih. To mogoče bo že zelo poznano. To pomenimo, torej, da imamo redne objave na družabnih omrežjih, kar pa velikokrat mogoče opažam, da pozabimo ali pa pozabijo podjetniki pa podjetnice, pa so klici k akciji v stilu, da pridejo na našo spletno stran. Torej, da niso to samo objave, ampak da tu pa tam torej tudi ne pozabimo na to, da jih povabimo ali na kakšno brezplačno ponudbo, ali če imamo kakšno novo epizodo objavljeno, a ne, da jo pogledajo in tako naprej. Zdaj, seveda, če govorimo o Instagramu, potem nam je jasno, da če objavimo link, a ne, linki tam niso klikabilni, sploh zdaj, ko to snemam, ne, mogoče v bodoče kdaj bodo. Kako pa lahko to naredimo? Tako da pač ne pričakujemo, da bo nekdo zdaj šel pretipkavati ali pa kopirati pa prilepiti link, je lahko z orodjem recimo ManyChat, kjer povežemo torej z ključno besedo, in če nekdo recimo na Instagramu komentira ključno besedo v komentar, dobi recimo v zasebno sporočilo pa potem lahko klikabilen link na našo spletno stran. A ne? Tako da lahko v bistvu to tudi izkoristimo in seveda ne pozabimo tudi na link v bio, kjer lahko damo, torej kjer je naš opis, je zraven dodamo še link na našo spletno stran. A priporočam, da dodajamo link na domačo spletno stran. Če res nimaš drugega, potem ja, veliko boljše pa je, da če imaš kakšen brezplačnik, da jih raje povabiš direktno na brezplačnik, ali pa če imaš kakšno res vročo ponudbo, ki se prodaja kot tople žemljice, če tako rečemo, lahko tudi to ponudbo dodaš, torej link direktno do tega. Ne delati tega, da napišeš, ok, moj brezplačnik dobiš tukaj, potem pa daš link na domačo stran in potem morajo iskati, kje zdaj pač to je. Ne tega delati, ker tako zgubiš veliko potencialnih strank. Dej link na direktno vsebino, ki jo ljudje želijo oziroma ki jo obljubiš recimo v opisu. Ok, potem četrta točka, ki sem se želela dotakniti, je sodelovanje z influencerji oziroma vplivneži, kot bi rekli v slovenščini, ali pa z promo partnerji. To so lahko recimo kakšne kampanje, kjer sodeluješ z influencerji, ni nujno, da se prodajajo zmeraj neki izdelki, ampak je lahko seveda je nagradna igra, lahko je kakšna druga igra, lahko je kakšna nagradno žrebanje ali pa izbira kakšen natečaj in podobno. Skratka, gre lahko za veliko različnih načinov, kako lahko sodeluješ z influencerji, ali pa pač tisti običajni, da influencerji promovirajo nek tvoj izdelek, storitev, karkoli, dobijo kodo in potem pošiljajo ljudi na tvojo spletno stran, kjer zaključijo recimo nakup. Pač odvisno, kaj ti je blizu, kaj je primerno za tvoj brand in seveda tudi za to, kaj je tvoj cilj. Okay? To je eden način sodelovanja. Lahko pa seveda pogledamo tudi na to sodelovanje z promo partnerji, recimo z drugimi podjetniki in podjetnicami, ki niso mogoče naša konkurenca, ker potem ni najbolj smiselno, ampak so v bistvu bolj nek komplementarna zadeva, pa lahko v bistvu sodelujemo s tem, da priporočamo recimo drugega. Primer, da bo mogoče lažje za predstavljati. Če bi recimo jaz bila fitness trenerka, ki se fokusira na hujšanje, in jaz poskrbim recimo za vadbo, ne da imam kakšen pojem o tem, ampak samo kot primer, kaj bi bilo v bistvu komplementarna ponudba, je recimo mindset, je recimo lahko prehranski del, če se samo z vadbo ukvarjam, in lahko v bistvu sodelovanja sklenem z vsemi temi posamezniki, ki dopolnjujejo oziroma ki moji stranki pomagajo, da pride hitreje ali pa celo boljše do svojih rezultatov. In s tem, če recimo naredim en taki komplementarni krog in med sabo mi drugega priporočamo, seveda lahko pridemo tudi do veliko večjega prometa na spletno stran. Lahko je, da priporočamo med sabo drugega kakšen brezplačnik, lahko naredimo skupni brezplačnik, ki ga vsi promoviramo in tako recimo pridemo pred novo publiko, lahko vsi hkrati. Mogoče je lahko dogovor tudi, da vsak mesec ali pa vsak teden ali pa mogoče na 2
2 tedna recimo naredimo eno takšno kampanjo, kjer priporočamo, delimo drug drugega na družabnih omrežjih. Skratka, možnosti, kako sodelovati ali kako promovirati drug drugega, je res ogromno. Seveda so tukaj potem še tudi razne zahvalne strani, kjer lahko izkoristimo za to promocijo drug drugega in pa kontakti ali pa direktno za vihek, priporočam na spletni strani in tako naprej. Seveda pa v upoštev tukaj lahko pridejo tudi sodelovalni dogodki, kot so lahko recimo kakšni izzivi, sploh zdaj recimo, ko snemam, je v bistvu en taki predpoletni čas, ko bo ta tematika hujšanja, fit postava in tako še toliko bolj zanimiva, oziroma za ljudi bodo veliko bolj iskali veliko več ljudi, je to lahko mogoče priložnost, da naredimo nek taki izziv skupaj, kjer pokrijemo posamezne delčke in tako seveda pridemo pred večjo publiko in seveda tudi pred večjo obiskanost spletne strani. Hkrati pa lahko potem takšen projekt naredimo tudi zimzeleni, torej da so recimo posnetki na voljo tudi kasneje. Ok, in zadnja 5. točka, ki sem jo želela še omeniti, pa je v bistvu oglaševanje. To je lahko oglaševanje preko Meta Ads oziroma na Facebooku, Instagramu ali tudi kot oglaševanje na YouTubeu ali na Googlu. Seveda lahko so tudi drugi kanali, kot je Pinterest, LinkedIn in vse ostalo, pa mislim, da tudi TikTok, ampak recimo gre za torej oglase, kjer lahko oglase poženemo v tem stilu, da pridemo, torej povečamo obiskanost spletne strani. Torej, če redno objavljamo nek blog, podcast, lahko mogoče v oglase damo malo tega, te vsebine, zaradi tega, da pridemo pred večjo publiko in s tem povečamo tudi obiskanost naše spletne strani. Torej, ko govorimo o oglaševanju, ni nujno, da zmeraj prodajamo nek izdelek, da so oglasi samo za en izdelek, ampak so lahko oglasi tudi zato, da naše recimo objave pridejo pred večjo publiko, lahko so oglasi tudi za naše brezplačnike, mini ponudbe, potem pa seveda ne pozabimo tudi, lahko uporabimo retargeting. Torej, to pomeni, da če nekdo obiskal, recimo, če smo mi naredili oglas za novo objavo na našem blogu, in je nekdo prišel, kliknil na ta oglas, pogledal na našo objavo, potem pa lahko naredimo torej kampanjo za retargeting, da v bistvu od tega, ki je pogledal to našo objavo, potem mu damo recimo spet nek drug oglas ali za brezplačnik ali za kakšno ponudbo, ker očitno ga je nekaj v tem stilu tudi zanimalo. In tako lahko tudi oglase zelo lepo izkoristimo. Če te zanima v bistvu, kako lahko narediš kampanjo z oglasi, kjer se oglasi finančno sami sebe lahko pokrivajo, pa bom spodaj pustila tudi link do tega podcasta oziroma videa, kjer sem več govorila o tem, kako lahko v bistvu brezplačno zaženeš, oziroma ne zaženeš, ampak na dolgi rok lahko imaš kot brezplačne oglase. Torej, to je 5 načinov: SEO, YouTube, aktivna prisotnost na družabnih omrežjih, sodelovanje z influencerji in pa oglaševanje, ki jih lahko že danes ali vse ali posameznega vključiš v svoj sistem, da prideš do večje obiskanosti spletne strani. Seveda pa ne pozabi rezervirati tudi brezplačne vstopnosti za naš dogodek Spletna stran kot sistem za pridobivanje strank. Začnemo 18.5. in se družimo, mislim, da 8 dni, kjer lahko torej še izboljšaš svojo spletno stran. Na voljo bodo tudi revizije posameznih prodajnih strani, če rabiš konkretno za tvojo spletno stran tudi revizijo, kratko, je tudi to na voljo. Link bom pustila pa spodaj. Se vidimo, uživaj in čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.